blagoslovljeno drugo nedelo oktobra želim sem vam, štere poslušamo Božjo besedo. Ne mojo besedo, pač pa Božjo besedo. In naj ona dosegne naša srca, kad je prišlo do spremembe tom, gdje je to potrebno v naše življenje. Mogoče je štero področje, gdje ne treba spremembe. Ali znam pa, kog pri mene, tako tudi pri vas, so področja, gdje je potrebna sprememba, kad bi bili to, kog naš nebeški gospodar to pričakuje od nas. Bog je dober. Bog je dober in njegova milost je še itak na razpolago vsakome človeke. Niti eden je ne prikrajšane od toga in mi ne bojmo tiste, šteremo ljudi prikrajšali za to Božjo milost. To je milost za odrešenje, milost za vstopnica v nebeško kraljestvo. Brez te Bože milosti nega vstopnice za nebeško kraljestvo. In znate, Jezus je to vstopnico pripravil za vsakoga. Ma za vsakoga človeka rezervirano eno vstopnico za nebeško kraljestvo. Ali samo jo je potrebno osebno zdignete. Nišče druge ne mre na mesto tebe, na mesto niti enoga človeka, zdignete te stopnice za nebeško kraljestvo. To je potrebno včiniti osebno. Vsake posameznik osebno. Potrebno je priti do Jezuša in ga povabiti v svoje življenje, v svoje srce. In to kot odrešenika, kot pomočnika, kot vodnika, predvsem pa kot popolnega gospodara mojega, tvojega življenja. Znate, da se to zgodi življenje človeka, te se zgodi največji čudež. Ko se te zgodi, človek je prestavljen iz smrti v življenje. Aleluja. To je največji čudež, ko leko sploj obstaja. In že nekaj časa učimo od Jezušovih čudežov, štere so zapisane v Bibliji. Ne so vsi zapisani, ne je vse zapisano, ko je Jezus včino v tistem času, da je hodil po zemlji, ali ništerne stvari imamo tu zapisane in učimo od toga, ko je Jezus včino te v tistem času za mnoge ljudi. Znate, ene stvari so večje, bolje odmevne, druge stvari so pa menjše, skoraj neopazne. Ali vsaki dogodek zapisan v Bibliji ima za mene in za tebe sporočilo, ima za nas eno vrednost, nekaj nam sporoča, na nekaj nas želi opozoriti v naših življenjih. In zadnjič smo pogledali Petrovo taščo v njenoj potrebe. Se še spomnite te Bože besede? Petrova tašča je bila v enoj potrebi, ali ta k njim domov je prišel Jezus in videli smo, kaj Jezus vidi potrebo človeka, vidi problem in se na to tu odzove. Jezus se odzove na potrebo, na problem človeka. Ali v tistem primeru smo ne videli samo to, pač pa smo videli tu odziv Petrove tašče na Božji poseg v njeno življenje. Kakšen je bil njen odziv? Vstala je in mu stregla. Aleluja. Ali ne je to čudovito? Da Bog posegne v človekovo življenje. Da se nekaj zgodi. Da človek stane gor in streže njeme. Streže tudi drugim okoli sebe. In Gospod je rekel, strežemo na različne načine. Z vsemi našimi talentami in z vsemi sposobnosti, štere nam je zavipal.
Ništene stvari se lako priučimo, ali Bog nam je dal sposobnosti, dal nam je talente z namenom, ka s tem služimo njeme in tudi tistim kole sebe, da Bog nekako ga pozove v eno posebno službo, te njeme ne odvzeme njegovih sposobnosti. Ne odzeme njegovih spretnosti, pač pa to ide z njim. To ide tu z njim. In Bog ob določenem času, ob določenem trenutku, to tu leko uporabi na njegovo slavo. Ne zato, ker se človek pokaže, kako sem je dober, kako sem je sposoben. Ne, pač pa, ker se pokaže slava Bogu. Ka se doprinese slava njeme. Edino je vreden se slave. Znate, isto se je dogajalo tudi v življenju Jezušovih učencev. Znamo, kaj je Jezus pozval za svoje učence, izbral za svoje učence različne profile ljudi. Različne profile. In nekaj med njimi je bilo tudi ribičov. Tisti štiri so se s tem ukvarjali, tudi profesionalno. Znate, tudi Peter je bil eden izmed tistih ribičov. In Jezus je ob enem dogodku, v enoj situaciji, štiri se je dotikal Petrovih ribiških sposobnosti. Znate, bila je noč, da je nikaj ne zgrobil Peter. In te na Jezušovo besedo je zgrobo. Več, kot se je leko predstavilo. In v toj situaciji je Jezus pravil Petre, odslej boš lovil ljudi. Pa vseeno, znate, Jezus je ne ignoriral Petrovga poklica, Petrove sposobnosti, njegove znanje o ribičiji v služenje njeme. Ne, Jezus je to ne ignoriral in to tudi tvojih sposobnosti, toga, kot ti imaš, tvojih talentov, tvojega znanja, Jezus ne ignorira. Jezus to ne zaničuje, pač pa to želi uporabiti na njegovo slavo. Haleluja. Vidite, koliko je dober naš Gospod. Koliko je čudovite, koliko je sočuten. On nuca celoga, kompletnega človeka. In pogledamo eden dogodek, da je Jezus ponudil Petrove ribiške sposobnosti. Lahko stanemo gor in preštejmo Božjo besedo v Mateju 17. poglavje od 24. pa do 27. vrstice. Matej 17 od 24. pa do 27. Tu Božja beseda pravi tako. Ko so prispeli v Kafarnaum, so prišli k Petru pobiralci 2 drahem in dejali, ali vaš učitelj ne plačuje 2 drahem? Seveda plačuje, je rekel Peter. Ko pa je prišel v hišo, ga je Jezus prehitel z besedami. Kaj se ti zdi, Simon? Od koga pobirajo zemeljski kralji davek ali carino? Od svojih sinov ali od tujcev? Od tujcev, je dejal Peter. Jezus mu je rekel, torej so sinovi oproščeni, vendar pa, da jih ne pohujšamo, pojdi k jezeru, vrzi trnek in potegni ven prvo ribo, ki se bo ujela. Odpriji usta in našel boš stater. Vzemi ga in jim ga daj zame in zase. Gospod sveti, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč. Hvala je tebi za vse te opise, za vse te zapise, štere so za nas kot spodbuda, kot upozorilo, kot opomin, kot nauk, kot naj tudi mi delamo. Prosim te, pomori nam razumeti to besedo, jo sprejeti za svoje življenja in živeti po njej vsaki dan. Gospod dragi, blagoslovi vsakoga, štere čuje tvojo besedo in dela po njej. Amen.
Amen. Lahko zavzemete svoja mesta. Prešteli smo poročilo od dogodka, šterega je Bog zapovedal Mojžešu za Izraelce. Že v staroj zavezi Bog je zapovedal te dogodek, štiri se je tu zgodil Izraelcom. Bog je zapovedal, naj dok delajo vsi odrasli Izraelci. In če pogledamo v 2. Mojzesovoj knjigi v 3. poglavje, 2. Mojzesova 3. poglavje, je to zapisano od 13. do 16. vrstice. 2. Mojzesova 3. od 13 do 16. To štejmo. To naj da vsak, ki preide k preštetim, naj da pol šekla po svetiščnem šeklu, ki ima 20 ger, pol šekla za dar za Gospoda. Vsak, ki preide k preštetim od 20 let in čez, naj da Gospodu dar. Ko dajete Gospodu dar kot odkupnino za svoje življenje, naj bogatin ne daje več, in ubožec ne manj kot pol šekla. Vzemi spravni denar od Izraelovih sinov in ga uporabi za službo v vzhodnem šatoru, da bo za Izraelove sinove spomin pred Gospodom kot odkupnina za vaše življenje. Tu vidimo, kaj je Bog to Mojžešu zapovedal, to, ko so tisti službojoči tom pitali Petra, je bil tok imenovani tempelski davek, ko se je te nucalo za vzdrževanje templa. In tisti štiri so bili zadolženi, ki to upravljajo, ki pobirajo to dajatev, so prišli k Petru z enim vprašanjem, štere je njih mučilo. Ali vaš učitelj ne plačuje 2 drahem? Lahko bi pravili tako. Ali se vaš učitelj ne drži zakona? Se on ne drži toga, ko je v zakonu zapisano? V zakonu je zapisano tako. Tu Peter je znal, kaj to piše in kaj je to obveza, in zato je Petrov odgovor bil pritrdilen. Ja, seveda, tu naš učitelj to plačuje, tu naš učitelj se toga drži. Ali, zanimivo, Peter ne nika povzel glede toga. Ne je segnil v tošl, pa vzio penaze, pa plačal. Nekaj je naj povzel glede toga. Peter je samo dal odgovor na postavljeno pitanje. Dragi moji, Jezus pa želi, ka mi nekaj ukrenemo, ka mi nekaj včinimo, da se postavi pitanje. Bog želi, ka naj mi odreagiramo. In zavoljo toga, ka Peter ne nika ukrenil, je Jezus povzel inicijativo. Jezus je prevzel to spodbudo in, dragi moji, Jezus je po Svetom Duhu sigdar tiste štere nas, mene in tebe, želi spraviti v dejanje, želi spraviti v akcijo, želi spraviti, ka se gor zdignemo in idemo. Jezus je tisti, štere želi mene in tebe pomočite, ka nekaj ukrenemo. Mo se podale pod njegovo vodstvo, moga Bogale. Na več mestih v Mateji imamo zapisano vprašanje, štero je Jezus postavil Petre. Te je Jezus, da je prevzel to inicijativo, je postavil Petre eno vprašanje. Kaj se ti zdi? Kaj se ti zdi? Ko ti praviš? Ko ti misliš? In na več mestih v Mateji je Jezus postavil takšno vprašanje. Takšno vprašanje v tom smislu in to z namenom,
kad človek premisli, kad človek malo razmisli. Kad zača študirati, ko pa zdaj s tem misli, kaj se ti zdi? To je bilo vprašanje o obveznosti. Što je koj obvezen, što je koj dužen, što mora koj včiniti. In znate, koli toga je tu gnes ještě itak debata. Gelte, što mora koj včiniti, što je koj obvezen. In znate, popularno je izogibanje plačevanja obveznosti. Če malo spremljate tu novice, pa skoro nekega dneva, kad se kaj takšnega ne bi pojavilo. Ali Jezus je bil drugačen. Jezus je bil drugačen in tu njegovi sledilci moramo biti drugačni. Moramo biti takšni, kakšen je bil In Jezus pravi tu eno pomembno sporočilo. Sporočilo za mene, sporočilo za tebe, sporočilo za vsakoga. In to sporočilo je, da jih ne pohujšamo. Božji sin, štere obvladuje celotno vesolje. Celotno vesolje, pazi na to, ka ne bi koga pohujšal. Kako bole mi, kes in ti, moramo paziti na tom področju. Ali Jezus je ne dal samo opozorila, ne samo pravo, pač pa je tu nekaj okreno. In zdaj bar poglednemo, zdaj ponuca Petra, zdaj v toj situaciji ponuca toga svojega učenca, pravzaprav ponuca njegove ribiške sposobnosti. Ali vidimo, kakšna povezava je to, da Bog nekako ga pozove. Njegovo sposobnost, njegov talent, njegov dar ponuca ob določenoj situaciji in Jezus pošle Petra v akcijo. Pošle ga v akcijo. Zdaj boš pa, Peter, ti šel. Zdaj si pa ti na vrste. In znate, ko Jezus je imel že pripravljene scenarij za to akcijo. To smo prešteli. Vendar pa, da jih ne pohujšamo, to Jezus pravi Petre, pojdi k jezeru, vrzi trnek in potegne ven prvo ribo, ki se bo ujela. Odpriji usta in našel boš stater. Vzemi ga in jim ga daj zame in zase. Jezus tu v tom dejanju pričakuje od Petra 7 aktivnosti. Pričakuje od Petra 7 stvari, štere noj včini v toj situaciji. In vse to za Petra ne bilo nika novoga. Bar večina je ne bilo nika novoga, zato kad te stvari je znal iz svoje ribiške karijere. Pa vseeno, tu so ništerne posebnosti. Poglednimo te 7 stvari, štere Jezus pričakuje v tom dogodku, v tom dogajanju, v toj aktivnosti od Petra. Kot prva stvar, štero Jezus pravi Petre in pa tu non pravi, pojdi. Peter je tom, ki je bil, ne mogel upraviti svojega poslanstva. Jezus pravi, pojdi. Eden ribič se je mogel podati na ribolov. Mogel je iti od tom, ki je bil. Znate, ribe so ne prišle k Petre. In tu gnes ribe ne pridejo k ribičom. Ne. Peter je mogel iti ta
gdje so bile ribe. In dragi moje, tudi mi moramo iti ta, gdje so zgubljene ovce, gdje so zgubljene letke. Na vsako področje, ko te Bog pošilja. Znaj, kad se tom, gdje se ti nahajaš, ne slučajno. Tvoje delovno mesto, gdje se ti nahajaš, je ne slučajno. Tom te Bog žele imeti kot svojega služabnika. Tudi včerajšnji dan je ne bil slučajen. Ne, zavolo toga, kad Bog žele, kad naj ges in ti ideva ta, gdje ima ljudi, štere so potrebne odrešitve. In znate, zavolo toga, kad nekak ide na ribolov, ještě nema ulova. Ještě nikoga ne izgrobo. Potrebna je te naslednja aktivnost. In Jezus je provo Petre, in to je druga stvar, ko njim je provo, najprej pojde, in ti njim je provo vrze. Ribe človek ima najboljše trnke. Jaz sem bil Pavlek, pri enom sodelavci, štere je ribe lovil, štere je bil specialen ribič. V doma so imeli, provo mi je to, 2 zmrzovalnika, samo za ribe. In znate, če imaš 2 zmrzovalnika za ribe, ti že moraš biti dober ribič. In on je sjel prinesel trnek v Krašče na jezero, tom sva delala, je sjel prinesel trnek, jaz sem ga napelil pravzaprav, pa daj, ka nika zgrabiš, ka mu mi tu imeli neka se sumovališ, ka doma ti javko imaš. In on je prinesel trnek sjel, pa je vabo gorđal, najdugo trpelo, pa je zgrobo ribo. Znate, ribičlek ima najboljše trnke, najboljše polce, najboljše mreže, najkvalitetnejšo vabo, tiste črve ali kakoli drugo že. Leko ima vse to, pa vse eno ještě nema ulova. Vse eno še nika ne izgrobo. Vse to, ko ima na razpolago, je potrebno ponucati. Potrebno je vrčiti. Potrebno je dati naprej. Isto je kot semenom. Jel te zoj se zača, je v teki gesenska sejtev. In isto je to k semenom. Leko imaš najkvalitetnejše semen, ne vem od štere blagovne znamke, gečmen, pšenico, tritikale, na spomlad imamo kukurcu, ali če to ostane v žoklaj, če to ostane tam v skladišče, kjavko mu imele pridelka? 0. Daniela je pravila 0. Nede pridelka. In znate, Jezus goči tudi od toga. V Janezi 12. tale, 24. vrstica, tok piše, resnično povem vam, če pšenično zrno ne pade v zemljo, kot je ostane in ne umre, ostane samo. Če pa umre, obrodi sad. Peter je mogel vrčiti trnek v jezero, ka se je leko te izpunila Jezušova napoved. Jezus je napovedal, vrži. In tede se nika zgodilo. Naslednje, ko je Jezus provo Petre, Peter je to dobro znal, ko in kak se ide na ribičijo. Naslednja stvar je, ko je Jezus provo Petre, potegne. Znate, če bi Peter samo vrgo trnek in pa čoko, pa ještě malo duže čoko, se ne bi nikaj zgodilo. Riba bi Petra potegnila vodov, ne pa unjov vez vode. Peter je mogel potegniti. Peter je mogel potegniti tisto, ko se je zgrobilo, je mogel potegniti. Iz vode zavolo toga, šele te, da potegnemo leko vidimo, ko smo zgrobili. In dragi moji,
Jezus želi, da v naših življenjih potegnemo v tisto, ko da nas spremljalo v večnost. In pa potegnemo še mnoge iz pogubljenja. Jezus to želi. To je Božja vola za moje in tvoje življenje. In da potegnemo ti je potrebno še nekaj več včiniti. In Jezus pravi Petre, odpre. Peter je mogel odpreti usta tiste ribe, ki bi leko našel to, ko je nico. Dragi moji, vidimo, ka nam Bog dava na razpolago dosta stvari. Samo jih je potrebno odpreti. Imamo Biblijo, imamo Božjo besedo, imamo to Božje sporočilo za naša življenja. Ali to nam nikaj ne da koristilo, če ostane cuj zapreto, če ostane gor na polici, nikaj to mene, tebe, nikomi ne da koristilo. Potrebno je odpreti in najti tu noter to, ko je Bog pripravil za nas. Petre riba ne bi koristila, če ne bi odprl njenih ust zavolo toga, tom se je skrival noter zaklad. V Božoj besedi se skriva nebeški zaklad za moje, tvoje življenje, za mojo, tvojo večnost. Tu noter se skriva te zaklad in to je naslednje, ko je Jezus pravil Petre, našel boš to, ko je potrebno, da jih ne pohujšamo. Našel boš. Peter, včini se to, kak sem ti pravil, in našel boš. Te boš našel, dragi brat, draga sestra, dragi poslušalec, včini se, ko ti Jezus pravi, in te boš našel te pravi smisel svojega življenja, našel boš pravi mir, pravo radost, našel boš to, ko je največja potreba tvojega osebnega življenja. Odpri Biblijo, odpri Božjo drago sveto sporočilo za tebe, in v njej boš našel največji zaklad, da ti odpro pot v nebesa. Aleluja. Aleluja. Peter je našel to, ko je Jezus napovedal. Našel je vso to, našel je tjelko, ko je zadoščalo za Petra in za Jezusa. Ali tu se dogodek ne konča. Ne, tu se dogodek ne konča. To, ko najdeš, je potrebno vzeti, osvojiti za sebe. Jezus je Petre pravo, najdeno vzeme. Vzeme za to, ko je bila v tistoj situaciji potreba. Znate, vzeti nekaj, ne za to, ka bi človek zadovoljil samoga sebe. Sporočilo Biblije je ne samo za mene, ne je samo za tebe, pač pa je to potrebno deliti naprej. Amen. To je potrebno dati dole in to je zadnje sporočilo, štero je Jezus pravil Petre v toj situaciji. Daj jim. Daj jim. Peter očitno ne imel nika gotovine pri sebe, ne imel nika penas v žepke in zdaj na enok ima tjelko, kog bi zaslužil v 4 dnevaj. Dragi moji, če gledamo realno, če gledamo z našimi očami, je to za mnoge, ne samo gnes, pač pa te, za mnoge je to dosta penas. 4 dni dela. Za mnoge je to velika vsota. Ali
Jezus je poslal Petra v to akcijo z namenom, kaj rezultat čudeža. Ja, to je čudež bil. Kaj rezultat čudeža da dole, da naprej, kaj ne zadrži to za sebe in tu se ti dogodek konča. Dogodek se je tu končal, ali sporočilo Božje besede se je pa tu ne končalo. Sporočilo Božje besede more iti vedno znova naprej. In to skozi mene, skozi tebe, skozi vsakoga med nami sporočilo Božje besede ide naprej. In Božja beseda goči v moje in v tvoje življenje. Sporoča nam, kako naj mi odreagiramo v različnih situacijah. Te dogodek nam sporoča tu, ka Bog ima v popolnoj oblasti celo stvarstvo. Koliko je prišel tej penas, stater, to so bili vrednost 4 drahem. Toliko je bilo potrebno za Jezuša in za Petra. Koliko je prišel tej penas v ribja usta, ne vemo. Ne vemo. Jaz ne vem, ali Bog zna. Bog zna. In to, koliko je prišel tej penas v ribja usta, niti ne je tako važno, pač pa je pomembno dejstvo, da Bog ne želi pohujšanja nikome. Bog ne želi, da bi nobeden človek propadnil. Ne je njegova želja, da bo človek pogubljen. Ne, želi, da bodo vsi odrešeni. Dragi moji, in jaz in ti imava to sporočilo. Za vsakoga, kter je koli nas. In tu v naših življenjih naj bo to isto zavedanje. Ka nemo jaz pohujšanje za nikoga. In še dole, poslušaj, ko ti Bog pravi. Poslušaj, ko ti Bog sporoča. Bogaj in včini to, pa boš doživel čudovite stvari v svojem življenju. Zato, ka Bog da ti davo čudovite stvari. Bog da ti pokazal na mnogih področjah svoje čudeže. Bog da ti pokazal to, ko nikdar ne bi ovak mogel doživeti. Bog da spreminja situacije v tvojem življenju in po tvojem služenju njeme, da se Bog dotika src mnogih ljudi. Splača se, dragi moji, splača se živeti to, kako Bog pričakuje od nas. Peter je verjetno v svojem življenju zgrobil dosta rib. Bar mislim se, če je bil privatnik, če se je s tem profesionalno ukvarjal, je v svojem življenju zgrobil dosta rib. Ali niti ena riba, štero je prlej zgrobo, je ne nosila zaklada v svojih ustih. Edino tista je to prinesla, za štero njime je Jezus pravo. Dragi moji, to, ko Jezus pravi, to, da je prineslo Božji zaklad za tvoje osebno življenje in za mnoge koli tebe. Vidimo, da do Bog poseže, se zgodijo nerazumljive stvari. Zgodijo se stvari, štere nas ne samo ka navdušijo. Peter bi lahko bil navdušen, zdaj sem pa nekaj takšnega doživel, ko sem nikdar življenje ne. Idej pa mu se s tem valo. Ne. Peter se je zavedal, kaj je to bil Božji poseg. Zavedal se je, kaj je to bil Božji načrt, zato, kaj se ne usramoti Božje delo.
in stvari, které do se nam dogajale, ne samo kad nas navdušile, no ne do samo navdušenje za nas, pač pa noj v mojom, v tvojom življenju izzovejo eno delovanje. Nas noj potisnejo v akcijo, nas noj potisnejo v delo, v to, ko Bog pravi. Naj nam dajo moči, kamo šli in izpolnimo njegov načrt. Pojdi, ide, da te Bog pošilja. Vrži to, ko ti Bog pravi, ta, koma on pravi. Vrži ta, koma Bog želi, ka vržeš. To, kako je Peter mogel vrčiti. Potegni v svojem življenju prave poteze, ka se leko Bog skozi tebe razodene. Odpre svoja usta za to, ko ti Bog naroča. Odpre. In najšo boš. Bog te ne de razočaro. Bog tebe ne de razočaro. Če boš delo to, ko on pravi. Pri njeme boš najšel največje zaklade in zeme to, ko boš najšel pri njeme. Osvoji to za sebe. Zeme za sebe, zeme zaklade Bože besede in jih nucaj. In te daj jim. Daj dole. Ne boj se bičen. Ne boj se, ko boš dal naprej, ti ne de falilo, pač pa de Bog to blagoslovo in imel boš za sebe in še za druge. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo, če pa umre, obrodi veliko obilo sadu. Jezus je Petri pravo tok. Vzemi ga in jim ga daj zame in zase. V toj izpovedi vidimo znova tej Božji princip za naša življenja, koga postavljamo na prvo mesto v svojem življenju. Vzemi ga in jim ga daj zame in zase. Vidimo, kaj je Jezus poskrbo za oba. Jezus je ne poskrbo samo za sebe, ka Petra so pitali, če njuf učenik, če Jezus ne plačuje. Jezus je ne poskrbo samo za sebe, pač pa za oba. Haleluja. Bog poskrbi za tebe. Bog poskrbi za tebe, za tvojo potrebo. Ali najprej postaviti njega na prvo mesto. Vidimo, Jezus pravi najprej zame in ti za tebe. Se spomnite še dogodka, da je Elija pravo tistoj vdove, da je nikaj ne imel. Pa ona nikaj ne imela. Pravim, to malo manj, idem pa to napravim za sebe, za svojega sina, pa te mergen. Te je konec. Elija njej pravi tako, idi pa včini tako, ali najprej za mene. Dragi moji, Bog na prvom mestu v mojem, v tvojem življenju. In te da zadosta za mene in da zadosta še za mnoge druge. Vzemi ga in jim ga daj zame in zase. Jezus pravi, najprej za mene in te za tebe, Peter, te za tebe, Franci, te za tebe, Joško, te za tebe, Daniela, te za tebe, Korči, te za tebe, Marjan. Vzemi in jim ga daj. Najprej zame in zase.
Aleluja. Gospod vas naj vodi. Gospod vas naj blagoslove v vsem, ko sprejemate od Gospoda. Od njega. Gospod vas naj ještě bolje blagoslove v tom, ko dajete naprej. Od toga, ko ste prejeli od Gospoda. Amen. Amen. Nebeški Oče, hvala ti za tvojo besedo, štera je največji zaklad, šterega si nam tunjal. Hvala je tebi za sporočilo tvoje besede in hvala je tebi, kad tu imamo zapise od tom, ko si ti delo, da si Jezus hodil po toj zemlji. In hvala je tebi za vse to, štero nas spodbuja, kad tu mi delamo tok, kak je tvoja sveta vola. Pomori mene, pomori vsakome med nami, da za istino izpolnimo tvojo voljo. Kad včinimo to, kak je Peter včinil, kad Bogamo to, ko nam ti praviš. In hvala je tebi, nebeški Oče, kad ti imamo to veliko obećanje, štero se sigurno izpune, kad mu videli mnoge velike stvari, štere ti delaš. In hvala ti za vse to, ko smo že videli. Pomori nam, kad to spremljamo za sebe in damo tu naprej. Blagoslovi moje brate, blagoslovi moje sestre, blagoslovi deco, štere se na svoj način včijo tvojo besedo. Blagoslovi vsakoga poslušalca, štere posluša tvojo besedo, kad bi ta napravila spremembo tom, ki je potrebno v naši življenji. Da bo proslavljeno tvoje sveto ime, Bog Oča, Bog Sin, Bog Duh Sveti, življenje vsakoga tvojega otroka. Amen. Amen. Amen.